R je naslov samostojne razstave v Mestni galeriji Nova Gorica. Moja prva, recimo, velika, večja razstava, samostojna. V sodelovanju z Mojco Grmek smo predstavili ta projekt, ki se kliče RRR, ki naj bi bil, naslov bi lahko govoril karkoli, je lahko neko vibriranje telefona ali pa predenje neke divje mačke ali pa dejansko moje neko renčanje v času korone, zato ker je v bistvu celotna serija in celoten projekt bil narejen takrat, torej v času v enem zelo nepredvidljivem in zelo, rečemo, tesnobnem obdobju, v katerem sem potem se odločil naslikati tale projekt, ki je dejansko, recimo lahko ga opišem z enim pregovorom starim afriškim, ki govori, da šele kadar bodo levi začeli pisati zgodbo, bodo lovci prenehali biti junaki. Torej v tem primeru sem se postavil v vlogo nekega leva, ki je v tem določenem safariju in preži na neki svoj plen, in tudi sam sem se počutil, recimo, kot da bi se vozil skozi neki safari, kjer te čakajo neke nevarnosti, in dejansko je to bilo nek odziv tudi na to obdobje korone. Slike so večjih dimenzij, naslikane so z akrilom na plastičnih podlagah, najdenih plastičnih podlagah. Postavljene so pa, recimo, tako kot je sam koncept in simbolika razstave, zelo dvoumno. Zakaj? Zato, ker ustvaril sem si, rečemo, ta stojala lesena, na katerih sem postavil in z ene in z druge strani ta dela. In tako da potem človek ali pa ljudje, ki pridejo v galerijo, zagledajo dejansko frontalno prvo shemo in potem, kadar se sprehodiš skozi razstavo, opaziš, da je tudi na drugi strani, se pravi, slika, tako da so neke vrste nekih presenečenj. In to presenečenje je tudi povezano, recimo, s tem, da je v tem obdobju bilo veliko nekih nepredvidljivih, kot sem rekel, situacij. Tematika, recimo, samega projekta ima in je nagnjena k temu, da je vpliv neke afriške flore ali pa afriške motivike, tudi koloritetno so te peščene barve in vsa simbolika, recimo, ne rečem, da je bila direktno, lahko je to iz podzavesti prišlo, zato ker imam tudi, rečemo, iz druge roke ali pa tudi v družini ta afriški deko in vpliv. Zakaj afriški? Zato, ker, če pogledam, nam je Afrika vedno bila toliko daleč, ima obenem tudi toliko blizu. In vedno je delovala tudi, recimo, strašno, ampak tudi privlačno. Torej tudi v tem konceptu je ta dvoumnost prišla na plan. In recimo, da je vsaka slika posebej tudi bila neke vrste dnevnik ali pa neke strani v tem dnevniku, zato ker delalo se je, recimo, od začetka do konca, vsak dan in vsakodnevno se je potem to zapisovalo. Tudi z direktnimi situacijami, naprimer, ne vem, ustavili so me v Italiji, meja je bila prepovedana, v Italiji, ko so me ustavili, je bilo potrebno imeti masko v avtu, kar je bilo za mene in za moje bližnje, ki so bili z mano v avtu, precej nenavadno, ker meja se nam je, recimo, toliko let nazaj že, je imela svoj vpliv in potem se je pa dejansko združila se je Evropa in potem ta prehod je bil lažji. Potem je korona ponovno to neko mejo postavila in nisi moral več svobodno se gibati in ta tesnoba je potem verjetno tudi vplivala sicer tudi na dimenzijo slik, moram reči, zato ker so ozke, podolgovate in nimajo te širine, ker ponavadi sem večkrat delal tudi vertikalno, kar pomeni, da strmiš, recimo, proti nekemu vesolju, ali pa
nekem takem konceptu. Tukaj v tem primeru je bila pa linearna in je bila res, moram reči, res vplivala tudi na dimenzijo. Postavitev same razstave v galeriji je pa, recimo, sem hotel ga ustvariti ta nek safari ali pa vožnjo skozi safari, ki ni tisti, kako bi rekli, turistični safari, kjer doživljaš to neko lepoto, pa potem greš in poješ v restavraciji belega leva, ta ignoranca, ne. Je bilo bolj, recimo, ga vidim v džipu, leva, pa potem je lep in v trenutku, ko se nam približa in skoči na džip, je kar naenkrat občutek za preživetje. Torej, to strašnost, to neko privlačnost združiti skupaj je nekako bil nek cilj, no. Pravi, gestualika in simbolika, torej vsa ta figuralika, ki so na sliku, konkretno izraža, recimo, tudi to združitev med abstrahiranjem in mojo simboliko in, mislim, mojo figuraliko, zato ker je tako bilo, recimo, cilj tudi, da se prikaže zaradi tudi močnega vpliva tega obdobja, prikaže dejansko tega leva ali pa to floro ali pa ves ta ambient, prav zaradi tega, ker je, recimo, pomembno v takih projektih, vsaj za moje pojme, da se človek potem nekako približa tej umetnosti z občutkom, da nekaj razume, si začne spraševati, ima neko domišljijo in to domišljijo potem začne raziskovati. In v raziskovanju tega je potem interpretacija zelo individualna in vse te interpretacije potem tudi, ki so mi bile podane ali pa so ljudje, ki so pogledali in spraševali, je bilo zanimivo videti, kako so zelo individualno odražali se in mislim, imeli potem svojo neko predstavo o tem, ne, ker videti nekega leva, ki napada, ali pa divje lovce, no, ki so prišli, da bojo ustrelili tega leva, je bilo za moje pojme boljše, da se to prikaže potem ne ekspresivno tako močno, ampak bolj figuralno, no. Na nos je pa vedno, mislim, pri meni je v tem primeru bilo malo zahtevnejše, zato ker plastika odraža svoj nek proces in potem je bilo potrebno uporabiti veliko zaščit, no, da se je ta barva ohranila. Kar se tiče koloritete, je pa, ko sem rekel, peščenih barv in veliko živih barv, prav zaradi tega, da pokažem, ker Afrika, vsaj kar sem doživel in videl, je vedno barvita, ne drži se nekih temnih kontrastov, no. In tudi to zato, da pokažem, da imam neko svetlo luč v vsem tem obdobju, je bilo zelo pomembno, rečemo, porivati svoje delo naprej in tudi sam sebe z nekim pozitivnim razmišljanjem. Ker ko se človek znajde in je zaprt in ima neke prepovedi ali pa ob določeni uri domov, je bilo potrebno imeti tudi neko svetlo luč in verjetno je tudi ta koloriteta prav zaradi tega bila bolj toliko podana. Je pa res, da dela so iz, rečemo, podzavesti, ampak tudi s srcem narejena, ker proces moj ni nikoli bil, se pravi, skiciran ali pa da bi imel predhodno že postavljeno idejo. Nastajala so, kot sem rekel, z dneva v dan in potem logično je bil in vpliv zunanjosti in ta notranji vpliv združen in simbolično potem prikazan, no. Je vpliv, no, moram reči, te sredozemskega, mediteranskega navdiha, ker v Italiji, na primer, kjer sem se šolil, v Benetkah je bilo zelo pomembno ohranjati paleto barv. Jaz sem sicer zbral živo, ampak tam je delovala ta klasični pristop in tudi zelo veliko natančno upodobljena smer v koloritet, ne. Medtem ko pa, potem ko sem se vrnil iz tega šolanja, ker smo rečemo, na stičišču med dvemi močnimi sferami, severnjaški, rečemo, ta ekspresivni del, ki me je, moram reči, zelo privlačil,
zato sem potem tudi šel dlje, mislim, po šolanju šel v Nemčijo in se naučil tega ekspresionizma, ma tudi tega pristopa, ki je bil sicer malo bolj avantgarden kot v Italiji. In verjetno so potem ta dva vpliva imela in pustila definitivno neko sled, ne. In prav to se je potem odražalo skozi vsa ta leta, da se je in ta ekspresija in ta figuralika začela združevati, ne. In združevanje tega je potem bilo bistvo, da se prikaže s tem nanosom barv, ma tudi z neko figuro, ki bi morala potem nakazati zadnji, naprimer, če so to sloji, ne, sloji, ko pridejo in do te materičnosti, ma lahko pride tudi do same oblike in figure. Figuro sem pa vedno pustil, recimo, ne nakazano do nekega realizma, ampak malo zmeličeno ali pa nedefinirano, no, obrazi in vse te anatomije je bila vedno z ekspresijo, no, prikazana. Želja zdaj potem, da bi se nadaljevala ta proces, je sigurno prisoten, ampak imam rad, da se s konceptom potem tudi te stvari malo spreminjajo ali pa definirajo v nek nov pogled, no, v novo svetlobo ali pa novo gesto. Ogromno teh del, ki sem jih naredil, nimajo, njihov prostor je brez prostor, je samo z barvo, monokrom, no, ta barva, ki je v ozadju, drži samo zaradi kontrasta. Nisem ga hotel spraviti v nek definiran prostor, čeprav so neka rastlinja ali pa drevesa, pojavlja se tudi, naprimer, telefon, pojavlja se tudi figura avta, zato ker je bila vožnja neka psevdovožnja skozi ves ta čas in to obdobje. Zakaj se je tako postavila kompozicija? Je pa verjetno zato, ker je želja potem, da to lebdi. Torej, kokon, ki se je ustvaril, ni komuniciral z drugim, ampak je individualno nastajal in tudi individualno ohranil svojo identiteto. Ni se želel družiti, lahko si ga pa sam v svoji domišljiji povezal. Torej, če sem naredil, ne vem, eno figuro, zanimivo mi je bilo, kadar so zaprli Melijo med Italijo in Slovenijo, sem narisal eno tole sliko, ki je tudi predstavljena na razstavi. Kliče se More Borders, se pravi še več mej ali pa več mej, in tam se je upodobilo to neko vojaško, militarno situacijo s figuro, ki je potem nakazala in s prstom pokazala, kje se ta situacija trenutno dogaja. Torej, v tem primeru ti kokoni so se povezali med sabo. Medtem ko pa potem, ne vem, naslednja slika, ki se je klicala Metal Days in Kenija, je pa delovala samo zaradi naslova po tej neki kontradikciji, da bi bil, ne vem, metal festival v Keniji, ne. Torej, ali pa, naprimer, ja, tale Sushi Plate ali pa à la carte so tudi dva imena dveh slik, ki so, naprimer, pa govorile o neki ignoranci človeka, ki si dovoli tudi prehajati te meje narave in ustvarjati neko podobo svojo, no, kako si vzamlja, kako si sam prilastil nek svoj potek ali pa nek svojo pot za ta svoj safari, ne. Dela so novejša, se pravi, so iz leta 2020 in je videti, da je, recimo, maturiralo neko raziskovanje, ki je prej bilo še dokaj nedefinirano, in serialnost teh del je potem tudi nastala zgolj tudi zaradi tega, ker je imela močen vpliv, no, te situacije.